Poveljnik pripravi. Poveljnik! Dobar dan. Lep pozdrav v vojašnici Ivana Cankarja. Sedite. V poveljstvu sil. Kar je bilo poveljstvo sil ponovno vzpostavljeno, je to prvi takšen dogodek pri nas in zagotovo ni zadnji. Poveljnik, hvala lepa. Torej, dobrodošli. Današnja tiskovna konferenca je namenjena predstavitvi osrednjih vaj in usposabljanj Slovenske vojske v letošnjem letu. Z nami je 5 sogovorcev. Poveljnik sil, brigadir Milko Petek, bo seveda poskrbel za uvodne besede, za težiščna dogajanja, za najpomembnejše, kar se bo v silah Slovenske vojske dogajalo. Sledil bo od leve proti desni podpolkovnik Boško Havt, ki je načelnik sektorja za usposabljanje, tako da bo bolje opredelil ali pa natančneje obrazložil, katere vaje in usposabljanja so pomembne za Slovensko vojsko in kaj z njimi dosegamo. O zaporah zračnega prostora bo spregovoril major Juratovac. Nadaljevale se bosta osrednji vaji v Sloveniji in na tujem. Polkovnik Brecelj, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva, bo predstavil jadranski udar, ki bo potekal v Sloveniji v juniju. In zaključili bomo s polkovnikom Petrom Starcem, ki je glavni načrtovalec vaje Trojni stik oziroma Trident Juncture, ki se bo odvijala v drugi polovici leta, oktobra in novembra na Norveškem. Poveljnik, jaz bi vam kar besedo povedala, izvolite. Majorka, hvala lepa. Jaz bi nekaj pred samo konkretno predstavitvijo podal nekaj izhodišč za lažje razumevanje le tega, kar bo predstavljeno v nadaljevanju. Usposabljanje je ena ključnih nalog Slovenske vojske v miru, ki je namenjena vzdrževanju in dvigu pripravljenosti vojske za delovanje v miru in vojni, tako doma, kako tudi v tujini. Slovenska vojska po vstopu v zavezništvo in prevzemu standardov skupnega načrtovanja, izgradnje zmogljivosti in delovanja vse bolj izkorišča možnosti skupnega usposabljanja z zavezniškimi vojskami, tako na ozemlju Republike Slovenije, kakor tudi in čedalje več na ozemlju drugih članic. S tem zagotavljamo povečevanje povezljivosti posameznikov in enot na procesnem, doktrinarnem nivoju, kakor tudi na tehničnem nivoju, ter hkrati nadomeščamo določene pomanjkljivosti in omejitve, s katerimi se soočamo doma. Mislim seveda predvsem na pomanjkanje kadra, vadišč, strelišč in pa sistemov za pripravo, vodenje, spremljanje in ocenjevanje aktivnosti. Da bi povečali kvaliteto in zagotovili višjo stopnjo usposobljenosti, smo zato in naslednje leto načrtovali združitev več manjših aktivnosti, spravi usposabljanje manjših modulov, ki smo jih v preteklosti izvajali posebej, v večje, bolj kompleksne aktivnosti. Tako bomo zagotovili dvig kvalitete skupinskega usposabljanja ter višjo strokovnost delovanja štabnih organov in poveljstev in enot, kar vključuje samo pripravo in izvedbo kompleksnih aktivnostih, govorimo o združenem bojevanju, podpori delovanja, transportih na velike razdalje, realni logistike v zahtevnih, zaostrenih klimatskih pogojih, naprimer tisto, kar v nadaljevanju predstavljeno, mi ocenjujemo bataljonsko bojno skupino naslednji teden na Počku. V novembru mesecu bomo sodelovali na vaji v Skandinaviji, prav tako v zimskih pogojih, nekje pred poletjem gostimo vajo Jadranski udar, Adriatic Strike, z udeležbo več 10 udeleženk z različnimi usposobljenimi pripadniki, različno opremljenostjo. In še zadnje, naš izziv
je vse večja zahtevnost usposabljanj in vaj, kar je seveda za razvoj Slovenske vojske potrebno, kakor je tudi nujno, in zato potrebnih večjih virov, kar je zaveza Vlade Republike Slovenije v zavezništvu in je podkrepljeno tudi že z začetnimi ukrepi doma. Toliko za začetek, sedaj pa predajam besedo mojim podrejenim, ki bodo konkretno zadeve predstavili. Mateja, izvolite. Poveljnik, hvala lepa. Naslednja, prosim. Podpredsednik Škaf, predajam vam besedo. Pozdravljeni z moje strani. Jaz vam bom zdaj v nekaj minutah predstavil, se pravi, večja usposabljanja in vaje, v katerih bo Slovenska vojska bila udeležena. In sicer se v bistvu vse vrti okoli naslednjih stvari. Se pravi, kot glavnih kategorij so v bistvu mednarodne operacije in misije, se pravi, vaje in priprave kontingentov na odhod na mirovno operacijo in misijo. Kot tukaj bi rad izpostavil predvsem to našo ladjo Triglav, se pravi večnamensko ladjo Triglav, katera se trenutno nahaja v obdobju priprav in je v naslednjem kvartalu pripravljena za odhod na misijo v okviru operacije Sofija. Potem so vaje okrepljene prednje prisotnosti, se pravi, ali po angleško Enhanced Forward Presence. Kot veste, imamo tukaj, že v bistvu rotiramo drugo rotacijo, se pravi Sevencon FP02, to je naš vod RKB, se pravi radiološko-biološko-kemično obrambo, in v fazi pripravljanja je tretja rotacija, ki bo šla v vlogi izvidniškega voda. Naprej so vaje, ki podpirajo akcijski načrt NATO ali Readiness Action Plan. Tukaj so predvsem vaje, jih je tudi že poveljnik omenil, to so vaje serije Trident Juncture in pa Brilliant Jump, ki bodo tudi kasneje bolj podrobno predstavljene. Nadalje so vaje za doseganje zahtevanih operativnih zmogljivosti, tukaj govorimo, se pravi, o pripravah in doseganju končnih operativnih zmogljivosti bataljonske bojne skupine, ki poteka ravno kar, se pravi, ta teden je obdobje priprav, naslednji teden se pa dejansko začne tudi vaja, ki bo imela za cilj doseči, se pravi, končne operativne zmogljivosti bataljonske bojne skupine. Dogajala se bo doma na osrednjem vadišču. Poleg tega vzdrževanje strelske usposobljenosti, se pravi, to je serija dogodkov, ki jih izvajamo sami, kot tudi v sodelovanju z zavezniki. In pa ne nazadnje so tukaj usposabljanja za delovanje v podporu odpravljanja posledic naravnih in drugih nesreč, se pravi zaščite in reševanja. Naprej. Tukaj tabelarični prikaz dogodkov, se pravi, imamo vaje in urjenja, se pravi, vaje imajo za namen, se pravi, preverjanje določenih, se pravi, ciljev usposabljanja, ki smo si jih določili, in pa urjenja, ki pa imajo za namen, se pravi, doseganje teh ciljev, se pravi, usposabljanje. In imate eno okvirno, koliko je to sredstvo, nekaj 3,5 milijone, računamo, da nas bo to v tem letu stalo. Naprej. Čisto kratko, ker bo potem tudi same vaje bolj podrobno predstavljene, se pravi, 3 osrednje aktivnosti Slovenske vojske v tem letu, in sicer je to jadranski udar, oziroma Adriatic Strike, ko ga poznajo tudi zavezniki. Gre za vajo usmerjevalcev zračnega ognja, to je preraslo v vajo, se pravi, tudi osrednji center v tej regiji, kjer se dejansko izvajajo usposabljanja teh profilov, namenjene pa je predvsem urjenju poveljnikov čet, kateri uporabljajo to zmogljivost na terenu. Vaja Brilliant Jump in Trident Juncture, se pravi, to so dejansko 3 vaje, boste videli kasneje v načrtu, se pravi, 2 vaji Brilliant Jump, to so vaje v bistvu, ki imajo za namen prikazati, se pravi, sposobnost premakniti se v območje delovanja in potem sama aktivnost Trident Juncture. To, kot sem rekel prej, je vaja visoke vidnosti, dogaja se po zimi leta 2018 na Norveškem. In pa preverjanje bataljonske bojne skupine 72. brigade, to poteka ravno kar, to je, se pravi, evalvacija, kjer se bo dejansko še enkrat preverile, se pravi, končne operativne zmogljivosti bataljonske bojne skupine. Naprej.
Tukaj imate tabelarični prikaz aktivnosti, se pravi po nosilnih enotah, se pravi nosilne enote od poveljstva sil prve brigade 72 logistične pa vse do enote za komunikacije in informacijske sisteme. In če gledate na vrhu, se pravi poveljstvo sil, ima naše poveljstvo nosilec vaj, kjer se preverjajo takojšnje odzivne sile in pa se pravi vaja Jesenska reka, ki je namenjena preverjanju oziroma usposabljanju iz obveščevalno-izvidniških zmogljivosti. Prva brigada je v tem letu zelo obremenjena in sicer imamo tukaj dogodke, ki so vezani na usposabljanje v gorskem svetu. Vaja Kasta, Capricorn v Avstriji, Kastavi v Italiji, potem Cinque Torri isto v Italiji in pa potem Trilavska zvezda, ki se pa izvaja v Sloveniji in gre za usposabljanje pehote s helikopterskimi enotami. Poleg tega imamo tukaj tisti prvi Brilliant Jump, se pravi, to je vaja, ki se reče Alertex, znači to je vaja, kjer se enote pripeljajo do svojih izhodiščnih položajev za odhod. In potem osrednja sama aktivnost, se pravi Brilliant Jump 2 in v povezavi s Trident Juncture, se pravi, kjer se dejansko skozi vajo Brilliant Jump enota dejansko premakne v območje delovanja in potem izvaja aktivnosti v drugi vaji. Poleg tega imamo tle še vaje zračne obrambe Tobruk Legacy, se pravi svojim zračne obrambe, svojim modulom zračne obrambe dejansko se izvajajo na tej vaji. 72. brigada, njena glavno težišče je se pravi na usposabljanju bataljonske bojne skupine, kar ravnokar poteka. Logistična brigada organizira vajo Beli žrebec na Osvat, to je vaja z našimi zavezniki, ki ima tematiko, se pravi logistično usposabljanje. Vaja Command Resolve, kjer so udeleženi naši tanki v Nemčiji, se pravi v sklopu te vaje. In pa vaja Sokol, to je vaja vzorčenja RKB enot. 15. PVL, tukaj bo poveljnik že sam konkretno predstavil to srednjo njegovo aktivnost Adriatic Strike oziroma jadranski udar in pa dve povezani aktivnosti podobni, se pravi Low Diffuser pa Ample Strike, ena je na češkem, druga na mađarskem, gre za vaja s podobnimi cilji. Kot zanimivost je tukaj še vaja v Makedoniji, kjer dejansko imamo možnost, da se naši piloti z letali streljajo bojno na cilje na tleh. To je bilateralna inicijativa. Potem 430. monarški odred ima kar nekaj aktivnosti, se pravi vaja, ki je kategorizirana tudi kot vaja zaščite in reševanja, se pravi iskanje in reševanje na morju. In vaja Želva in pa Olive Noir, to so vaje potapljačev. Adrion, tokrat je ta vaja v Albaniji to leto in pa Adrian Pool v Makedoniji, v Črni gori, kjer je dejansko tudi gre za bilateralo in usposabljanje iz monarških operacij. Tle sem prej še pozabil povedati vaja, ki je tudi pomembna in to je vaja evropske, European Defense Agency, to je vaja Hot Blade, to je dejansko tretjič že, kjer se Slovenska vojska udeležuje in to je vaja helikopterskih enot, a tokrat bo bila tematika reševanja s helikopterji oziroma medevac procedure. V nadaljevanju imamo še se pravi specializirana enota vojaške policije, ki se bo udeležila dveh vaj. Ena je Platinum Wolf v Srbiji, kjer bodo se usposabili iz postopkov z neubojnimi sredstvi in pa vaja Eagle 6, ki se dejansko izvaja na Kosovu, kjer se bodo usposabili naši protibombni tehniki iste enote. In na koncu, se pravi vaja enote za komunikacije in informacijske sisteme, vaja Žarek, ki dejansko poteka sočasno z vajo Adriatic Strike, gre pa za vajo komunikacijskih sistemov, ker bojo dejansko povezovali vse te elemente znotraj te vaje. Hvala lepa. Nadaljujemo naprej s predstavitvijo zapor zračnega prostora. Major Miratova, Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Danes bi vam želel predstaviti zapore zračnega prostora v letu 2018. Slovenska vojska po predpisanih postopkih strani kontrole zračnega prometa Slovenije zapira zračni prostor.
Najpogosteje zaprta cona Postojna je sestavljena iz 3 con, sicer R4, R5 in R6. Cona R4 zagotavlja varnost letenja ob aktivnostih na osrednjem vadišču Slovenske vojske, ki vključujejo uporabo eksploziva in izvedbo bojnih streljanj. Zapora te cone ne ovira delovanja letališča Postojna. V letu 2017 je bil slovenski zračni prostor zaradi aktivnosti Slovenske vojske zaprt 414 ur. Od tega je bila omenjena cona R4 zaprta 405 ur, se pravi večino zapor je nad samim vadiščem, osrednjim vadiščem Slovenske vojske. Zahodno od te cone R4 se nahaja cona R5, ki omogoča urjenje taktičnih postopkov v zraku, izvedbo bojnih streljanj s helikopterji in z letali PC-9. Zapora cone R5 pa omejuje delovanje letališča Postojna in ta cona je bila v letu 2017 zaprta 110 ur. Potem imamo pa še cono R6, ki je pa namenjena samo aktivnostim hitrih lovskih letal in je bila v letu 2017 zaprta 26 ur. Poleg teh con je v letu 2017 Slovenska vojska zaprla za 4 ure še cono nad Radečem, za 4 uro cono nad Kočevjem in za 1 uro cono nad Pokljuko. Naslednjo drsnico, prosim. V letu 2018 Slovenska vojska načrtuje zapore zračnega prostora za naslednjih 23 dogodkov. Naslednjo drsnico, prosim. Skupaj načrtujemo 536 ur zapor zračnega prostora. Vse zapore, če pogledamo tukaj cone, so samo cone 4, 5 in 6, se pravi, vse so nad območjem osrednjega vadišča Slovenske vojske in pa območju Postojne. Realno pa ocenjujemo, da bo realizacija v 2018 400 ur. Naslednjo drsnico, prosim. Izpostaviti želim, da pri načrtovanju naših dejavnosti strmimo k varčnemu izpolnjevanju zadanih nalog in čim manjšemu poseganju v civilno sfero, zato Slovenska vojska selektivno zapira zračni prostor. To pomeni, da zračni prostor zapiramo samo nad sektorji, kjer potekajo aktivnosti. Slovenska vojska načrtuje svoje dejavnosti tako, da čim manj aktivnosti poteka ob koncih tedna oziroma v glavni turistični sezoni. Od 12. julija do 28. avgusta ni načrtovana nobena zapora zračnega prostora. Hvala. Hvala lepa, major. Nadaljujemo z osrednjo vajo Slovenske vojske v domovini, se pravi v Sloveniji, jadranski udar. Polkovnik Brecelj, izvolite. Hvala lepa. Sem polkovnik Bojan Brecelj, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske. To je tudi enota, ki načrtuje, organizira in izvede samo vajo jadranski udar, seveda v podpori vseh enot, praktično vseh enot Slovenske vojske. Vaja je že 7. po vrsti, tako da tudi gre po ustaljenem redu. Sama vaja se bo izvajala v prvem tednu junija, se pravi od 4. do 9. junija. Namenjena je usmrzovalcem združenega ognja in doseganju večje povezljivosti z zavezniškimi državami, ki je osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, se pravi Poček, Primoži, Črnomelj, Celje, Trbovlje in Korošica. Kdo sodeluje? Sodelujejo pripadniki iz več kot 20 NATO držav in držav partneric programa Partnerstvo za mir. Letos bo tudi drugič sodeloval poveljniško-nadzorni center NATO iz Poggio Renatica iz Italije, Deployable Air Command and Control Center.
Vsega skupaj od zračnih plovil načrtujemo v tem trenutku 24 letal, od tega naj bi sodelovala 4 slovenska, 13 helikopterjev, od tega je 6 slovenskih in pa 3 ekipe brezpilotnih letal. Skupno število predvidevamo, da bo nekje 250 pripadnikov Slovenske vojske in 250 pripadnikov zavezniških oboroženih sil. Glavni cilj vaje je usposabljanje za certificiranje usmerjevalcev združenih ognjev, vsad bojnih platform, poveljnikov čet, načrtovalcev združenega ognja in pa DACCC, se pravi poveljniško-nadzorni center NATO. Vaja podpira prizadevanja za ustanovitev NATO-ve certificirane regionalne šole za usmerjevalce združenega ognjev, ki ravno tako deluje v okviru 15. polka vojaškega letalstva. Načrtovana finančna sredstva za samo vajo, se pravi tukaj govorimo o načrtovanih finančnih sredstvih Slovenske vojske, so približno 140 tisoč evrov. Lokacije vaje, tako kot sem že rekel, delovne točke so Poček, Primoži, Črnomelj, Trbovlje, Celje in pa Korošica. Letališča, s katerih pa delujemo, kot vidite, delujemo ne samo iz slovenskega prostora, ampak tudi iz vseh okoljnih držav praktično, se pravi Cerklje ob Krki, kjer je glavna baza, kjer se nahaja večina letal, potem Brnik, Aviano iz Italije, kjer delujejo letala Združenih držav Amerike, iz Strana, se pravi letala Republike Italije, Kečkemet, Republika Madžarska in pa iz Zagreba letijo letala Republike Hrvaške. Naprej. Same zapore zračnega prostora, vse zapore, rad bi poudaril, da vse zapore so vedno in vedno bodo objavljene v zborniku letalskih informacij in pa tudi v obvestilih za letalce. Časovnice zapor, se pravi, imamo 2 okna od ponedeljka 4. do četrtka 7. od 8. do 12. in pa potem od 13. do 23. Sam petek 8. in pa soboto 9. sta rezervna termina in imamo odprto odnosno delujemo le v dopoldanskem terminu. Višina zapor zračnega prostora po posameznih conah je navedena, se pravi v Počku delujemo od zemlje pa do 5800 metrov, jutranjo cono zapremo že prej, ne ob 9, ampak ob 8 zaradi nastreljevanja minometov in pa havbic. Potem imamo naslednjo cono, se pravi South od 5000 do 5000 metrov, od zemlje do 5000 metrov in pa potem do flight levela 150. Imamo Celje od 2500 do 3950 metrov, Trbovlje od zemlje do 1200 metrov in pa sama Korošica, se pravi od zemlje do 2900 metrov. Zraven so tudi podatki v fitih in pa nivojih leta, ki so tudi uradne enote v letalstvu. V zadnjih 3 conah je večerni termin, odnosno v zadnjih pred Celje in Trbovlje imamo večerni termin do 21. ure, v hribih do 19.30, Poček pa vse dni je aktiven do 23.00. Zatem bi tudi končal predstavitev osrednje vaje Slovenske vojske v Republiki Sloveniji. Nadaljujemo s osrednjo vajo Slovenske vojske v tujini in že zaključujemo. Polkovnik Peter Starc, izvolite. Hvala, Mateja. Pozdrav še v mojem imenu, sem polkovnik Starc Peter, na povrstju sil odgovoren za načrtovanje vaje Trident Juncture 18. Kot sta poveljnik in kolega Haupt povedala v začetku, osrednja vaja Slovenske vojske v letu 2018 v tujini bo sodelovanje elementov Slovenske vojske na vaji visoke vidljivosti zavezništva. Torej, vojaške vaje serije Trident so dejansko sklep zavezniškega srečanja v Walesu 2014. Prva taka vaja se je zgodila v Španiji leta 2015. Leta 2018, torej letos, se taka vaja izvaja na Norveškem. Gre za vaje preverjanja bojne pripravljenosti odzivnih sil NATO. Nadalje gre za vaje, kjer se preverja sposobnost in pripravljenost zavezništva za delovanje po vsebinah kolektivne obrambe, torej člen 3, člen 5 Severnoatlantske pogodbe. In definitivno vaja sodi v ukrepe jamstva, ki jih je na začetku nakazal kolega Haupt. Ponavljam, so zaključki sklepa zavezništva leta 2014 v Walesu. Vaja Trident Juncture 18 je dvonivojska, pomeni, da poteka na združeni ravni, pomeni, da je vključeno poveljstvo iz Naples, torej združeno poveljstvo iz Napla, in taktična raven. Vaja bo potekala, kar se tiče Slovenske vojske,
zlasti na območju Norveške, sama vaja pa sega dejansko na območje, ki ga nekako zaokrožuje Islandija in seveda Severno morje. Načrtuje vajo zavezniško poveljstvo za transformacijo iz Norfolka, vodi pa jo zavezniško združeno poveljstvo iz Neaplja. Na vaji bo sodelovala zvezna poveljstva zavezništva, dejansko letalstva, kopenske vojske in še ostala, katere bodo še dejansko v okviru načrtovanja zajete v samo vajo. Sama vaja je še v fazi načrtovanja, iz objektivnih razlogov je jasno, da je stopnjevana in vam vseh podrobnosti v tej fazi ne moremo podati. Udeležba NATO na vaji pa seveda presega 13.000 pripadnikov in kot taka je dejansko država gostiteljica, to je Norveška, nekako zavezana vsebina dunajskih dokumentov, ki dejansko sodijo v okvir, bom rekel, določb, ki nekako zagotavlja transparentnost delovanja zavezništva, kar se tiče vojaškega usposabljanja in urjenja. Naprej. Torej, z vojaško vajo Trident Juncture 18 sta povezani, kot že v uvodu povedano, vaja Brilliant Jump, kot je povedal kolega Halp, gre za vajo preverjanja pripravljenosti za izvedbo premika in delno tudi vaja Ramstein Dust, na kateri pa Slovenska vojska ne sodeluje. Vaja Brilliant Jump v prvem delu nekako v mesecu marcu preverja zmogljivosti visokih oziroma odzivnih sil NATO v najvišji stopnji pripravljenosti, v katerih sodeluje tudi Slovenska vojska in se v Brilliant Jump 2 med 10. in 20. oktobrom dejansko dogaja na širšem področju Skandinavije, kot je povedal poveljnik. Zdaj, obseg sodelovanja na Slovenske vojske in elementov Slovenske vojske na vaji Brilliant Jump je v fazi načrtovanja, ker ponavljam, gre za elemente, ki so stopnjevani in so tudi vezani na naše zaveze do zaveznikov, posameznih zaveznikov in tudi zavezništva, kjer bodo preverjeni vsi elementi zmogljivosti premika v kompleksnem okolju. Sama vaja, na katerih bo sodelovalo med 270 in 300 pripadnikov Slovenske vojske, poteka med 25. oktobrom in 7. novembrom. Torej, na vaji Trident Juncture 18 bo zavezništvo dejansko preverjalo sistem kriznega upravljanja in odziv zavezništva v primeru aktivacije ENRF-a na področju Severne Evrope. To bo certifikacijska vaja za poveljstvo, ki je odgovorno za pripravljenost, natančne bojno pripravljenost odzivnih sil NATO. Povedal sem število udeležencev Slovenske vojske, še načrtujemo med 270 in 300, vodja vaje je poveljnik sil in je, ponavljamo, srednja vaja, ki bo Slovenska vojska izvedla v tujini. Naprej. Naši cilji, torej cilji Slovenske vojske na sami vaji, so pa preizkusiti našo doseženo stopnjo pripravljenosti premeščanja naših sil, dodatno usposabljanje kontingent Slovenske vojske v elementih najvišjih oziroma odzivnih sil NATO v najvišji stopnji pripravljenosti, v kateri Slovenska vojska sodeluje v obdobju 2017 do 2019, pridobiti dodatne izkušnje pri doseganju končnih operativnih zmogljivosti bataljonskih bojnih skupin, natančneje tiste, za katere je odgovorna prva brigada v letu 2019. Vaja je pomembna tudi in v kontekstu doseganja končnih operativnih zmogljivosti tega poveljstva, torej poveljstva sil Slovenske vojske za izvajanje svojega lastnega poslanstva tukaj v Sloveniji na območju Republike Slovenije. Dalje je pomembno v tem kontekstu tudi pridobiti ustrezne in relevantne izkušnje, kako država zaveznica Norveška izvaja svojo vlogo države gostiteljice v nekoliko bolj kompleksnih okoliščinah, kakor so te, s katerimi se srečujemo zaradi naše geografske lege v Sloveniji. Dalje je potem na tej vaji pomembno preveriti, kje in kako smo daleč v Slovenski vojski in tudi delno Ministrstvu za obrambo glede prevzema metodologije načrtovanja vaj v zavezništvu in s tem pridobiti in omogočiti določeno skladnost pri naših načrtovalnih naporih za daljša časovna obdobja. Zdaj, kot zanimivost, ko sem na začetku povedal, bom rekel, občutljivost vsebine, lahko tudi zdaj že povemo, glede na to, da sta se minister za obrambo Črne Gore in ministrica za obrambo Slovenije dogovorila, je dejansko zdaj odločitev sprejeta, da bo Slovenska vojska v sestavi svojega kontingenta dejansko tudi omogočala delovanje na vaji manjšemu elementu črnogorske vojske. Ostalih podrobnosti, razen tega, da bomo delovali v, bom rekel, okviru italijanske brigade,
pa v tej fazi žal pač ne bom podajal. Imate podrobnosti o sami vaji, katere objavljajo na svoji spletni strani država gostiteljica, torej Norveška, in verjamem, da boste v nadaljevanju preko Majorke Trošt dobili več podrobnosti potem, ko bodo pač pripravljene in zgodne za obveščanje javnosti temu. Hvala. Progonec, hvala lepa. Naš del predstavitev je končan. Vabljeni ste morebitnemu kakšnemu vprašanju, če se vam je vmes zastavilo, če nismo bili. Kar se tiče angažiranja Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah za to leto in za naslednje leto zaenkrat ni nobenih sprememb, mi nimamo nobenih dodatnih usmeritev strani ministrice oziroma generalštaba, kar pomeni, da naša udeležba ostaja v določenem okvirju. Mi imamo določeno tam do 350 pripadnikov v tujini in tukaj ne spreminjamo nič. Tudi misije, v katerih smo angažirani, se ne spreminjamo oziroma ne zmanjšujemo niti kontingentov, niti, ne umikamo se iz nobene. V tem letu sigurno, za naslednje pa pričakujemo, kako sem povedal, usmeritve ministrice. Kar se tiče Počka in izzivov, ki jih imamo z teh formalnih pogojih, jaz razumem, kar je seveda vprašanje za ministrstvo predvsem, da ministrstvo pripravlja tisti del in bo preko ostalih resorjev zagotovilo, da bo do izpolnjeni vsi pogoji, da Slovenska vojska lahko tudi po enem letu, kar nam je Ustavno sodišče dalo rok, oziroma ne nam, ampak ministrstvo, da zagotovimo pogoje, da ga lahko uporabljamo naprej, tako kakor danes. Kakor sem povedal na začetku, mi smo rahlo zmanjšali število aktivnosti, vsaj tistih, ki jih, veste, da načrt vaj potrjuje sama vlada, spravi to število je zmanjšano, ampak vsebina ostaja ista, ker smo določene aktivnosti združili. Kar se tiče pa potrebnih oziroma planiranih finančnih sredstev, pa smo jih povečali v primerjavi z lanskim letom. Tisto, kar mogoče ni bilo vprašanje ali pa strani polkovnika Starca povedano, je pa nekako zaslediti med vrsticami, da bo naša največja vaja, najpomembnejša vaja v tujini, tudi dražja in da bo, za njo alocirano največ teh sredstev, ki je bilo tukaj prikazano od 3,5 načrtovanih za to leto.